za to. Jaz bi začel, ker pol 8 res moram končati, ker v 8 nadaljujem z drugim delom moje večerne službe. Torej, popotovanje po diskretnem šarmu komponistov nekako nadaljujem v duhu letnice oziroma začetka tega, kjer smo leto štartali. Zdaj jasno, sem zadnjič povedal, izpuščam renesanso, zato ker bi tisto bilo potrebno, pravzaprav se posvetiti po mojem eno celo sezono samo tistemu. Zato sem štartal pri Johannu Sebastianu Bachu, zadnjič sem štartal pri baroku, ampak ene stvari se da, kakorkoli se jih da razumeti in se jih da tudi pogledati za nazaj. Zdaj, ideja komponistov je, da sicer obravnavamo po nekem časovnem zaporedju smiselne skladatelje, ravno zaradi tega pričenjamo danes z idejo skladateljev generacij in stilov. Je smiselno, da nadaljujemo tam, kjer smo končali, in to je bil Bach. Vendar pa ne, po Bachu sledi Georg Friedrich Händel. Zakaj sem ga takole zapisal malček v oklepajih? Zaradi tega, ker imamo dve varianti njegovega zapisa. On je sicer nemški skladatelj, je pa živel in deloval v Angliji, v Britaniji, v Londonu je bil, in ga Angleži drugače tudi zapisujejo. Torej, to spravi, Georg zapisujejo kot George, z E-jem, Friedrich je nemško pisano Friedrich, oni ga zapisujejo kot Friedrich, in Händel zapisujejo brez umlauta, to spravi, kot z A-jem ali pa A-E zapisujejo. Zato najdete Händela tudi na različne načine zapisanega. Tu se zahvaljujem za opozorilo. Letnica je bila napačno napisana, verjetno je nekje ostalo noter, ko sem pripravljal predavanje, tako da tisti, ki ste opazili, hvala lepa za popravek. Ob tem pa pravim, da ne smemo pozabiti, da sta bila rojena pravzaprav istega leta. Spravi 1685 je bilo leto, ko se je tudi rodil Johann Sebastian Bach, in istega leta seveda se rodi tudi Händel, in istega leta se rodi tudi naš naslednji komponist Scarlatti, o katerem bomo danes tudi govorili. Spravi, vsi trije rojeni hkrati. Ravno zato so mi bili zanimivi, ker bomo primerjali neke stvari med njimi. Oba sta bila seveda Nemca. Razlika je bila, da je seveda Bachova perioda pisanja zapadla res v tisti nemški barok, medtem ko Händel je s svojim odhodom v Anglijo seveda oblikoval na angleškem celotno baročno schemo. Ker je deloval v Londonu, ga imajo seveda Britanci za svojega, in seveda Britanci znajo reči, on je pa naš baročni komponist. Zdaj, to čigav je, kaj veste, to je zanimivo, ker nekateri umetniki ali pa komponisti so se pač rodili nekje, delovali pa spet drugje. Tudi Avstrijci, Avstrija ima Mozarta za svojega. Medtem ko če berete Mozartova pisma, Mozart je bil Nemc. Zdaj, zakaj? Zato, ker se je rodil v Salzburgu, pa boste rekli, vse Salzburg je pa Avstrija. Ne, v tistem času, ko se je Mozart rodil, bil Salzburg Nemčija. Spravi, on tudi sam piše, mi Nemci in tako dalje, piše o tem. On je samo deloval, živel in deloval precej časa na Dunaju. Zaradi tega ga Avstrijci pravzaprav smatrajo kot svojega komponista in zaradi tega ga seveda tudi Händla Britanci smatrajo za svojega, angleški komponist. Ampak tega imate na svetu med temi umetnostmi kar precej. Nekje so delovali Scarlatti, kot boste videli, pravzaprav je zelo malo deloval v Italiji, čeprav je tudi deloval, on je deloval večinoma v Španiji. Ampak vendar ga imajo Italijani spet za svojega in tako dalje. Torej, to, da je nekdo deloval, je pomeni, da je oblikoval, kar jaz vedno tako rad poudarjam, oblikoval je nek prostor, nek čas in prostor tistega svojega okolja, v katerem je on bil. Zato lahko rečemo, da je Händel oblikoval pravzaprav angleško, recimo,
baročno vzdušje, ne? Medtem ko Bach pa dejansko nemško baročno vzdušje, čeprav sta pa oba dva Nemca. No, ampak Händel, malo natačneje, seveda, kasneje o njem. Dalje pa imamo 1685. še Domenica Scarlatija, 85-57, in zato je prav, da spregovorimo seveda tudi o Scarlatiju. Vidite, umrl 2 leti prej pred Händelom. Ko bomo pa primerjali, ne, pa bomo ugotovili, da gre za nek zgodovinski trikotnik nemškega, to se pravi po Bachu, angleškega po Händelu in italijanskega, to se pravi kot Scarlati baroka. Ne. Te tri komponiste med seboj, ko jih primerjamo, vidimo, da je obdobje, če tako širše zajamemo tisto, ki jih je oblikovalo, ki jih je definiralo, zato ker barok ima neke svoje posebnosti, ampak o glasbenih stilih smo že govorili. Hkrati pa so njihovi prostori, kjer so delovali, so oblikovali njihov način komponiranja in seveda tudi glasba. Vsi trije skladatelji predstavljajo, pravim, temelj glasbenega duha, ki se je kasneje razvil v klasicizem, s katerim se zaključuje velika tirada renesansa, barok klasicizem. To je ta velik prostor evropske zgodovine, evropske glasbene zgodovine, ki je dala temelj na nek način celotnemu kasnejšemu razdobju. Ko to opazujemo, rečemo, ni samo glasba, veste, kot bomo opazovali, tista, ki se je v tistem času razvijala, ampak ob glasbi so se razvijale še druge stvari. Razvijali so se inštrumenti in razvijala se je glasbena teorija. In ko vse to skupaj damo, vidimo, da dobimo tisto temeljno zgodbo celotne glasbe 18., 19. in 20. stoletja, ki potem pravzaprav nastane, in tega, kar pravzaprav danes razumemo kot nek, recimo, glasbeni repertoar, ne vem, velikih odrskih koncertov in tega. Ne. S tem namreč, s tem renesanso, barok, klasicizem, razumemo najbolj kompleksno, ustvarjalno, več kot 400 let trajajočo glasbeno jedro evropske glasbene kulture. Spravi, to je tisti 400-letni žakelj, v katerem se je zgodilo, kar se je imelo za zgoditi. Kot rečeno, renesansa kot pričetek nekega posebnega glasbenega premišljevanja jo mora pustiti malček na strani, zato ker je preveč kompleksna. In bi ne bil fair do ustvarjalcev renesanse, če bi jih tako ošvrknil mimo grede na enem pa na 2 srečanjih, zaradi tega, ker je to preveč kompleksno področje. Zato sem začel na baroku in bomo nadaljevali potem v smeri klasicizma. Zdaj, baročna glasba, kot stilna baročna glasba, o tem smo nekaj že povedali, se najde, kar je meni posebej ljubo, se najde pravzaprav še dan danes. Dan danes imate še posebej baročne festivale, recimo glasbe baročnega obdobja, kar kot festivalno dejavnost zelo redko srečate za katerokoli drugo področje, recimo festival klasicizma, festival, ne vem, romantike. Dejansko teh stvari ni, medtem ko festivali baročne glasbe pa so. Zato ima pravzaprav vsaj dve pomembni zaslugi. Seveda razvoj inštrumentov, ker gotovi inštrumenti spadajo v barok in so se tam razvili in so tam nastali in samo skozi tiste inštrumente mi zares lahko razumemo baročno glasbo. Tako recimo klasičen primer inštrumenta s tipkami današnjega klavirja. Mi poznamo današnji klavir kot pač inštrument dost v nekih pojavnih oblikah pianina in velikih koncertnih klavirjev. Skratka, temelj klavirja je tako imenovan hammer klavir oziroma tale klavir s kladivci, ki se razvije kasneje, medtem ko baročna glasba temelji na klavirju, ker klavirja še takrat ni bilo kot takšnega, ampak je bilo čembalo. Ob čembalu so bile orgle in orgle kot takšne potegnejo za seboj seveda tudi gotovi specifičen prostor, kjer se je glasbena orgla igrala. Ker orgle pač je bilo zelo
težko imeti doma ali pa v nekem svojem salonu, zato se je potrebovalo velik prostor. In velik prostor v tistem času so ponujale seveda cerkvene ladje, cerkve, in zato so bile orgle tudi inštrument, bi lahko rekli, tistega prostora in tistega mogoče koncertnega programa, ki se je odvijal seveda po cerkvah. Razumljivo je seveda, da se po cerkvah ni moglo odvijati drugačno glasbeno udejstvovanje, kot je tisto, ki je spadalo, čisto ideološko gledano, ki je spadalo pravzaprav v cerkveno neko prostorsko dejavnost. Medtem ko druga zvrst glasbe, recimo bolj, ne smem reči ljudska, ampak bolj profana ali pa bolj neideološko oblikovana glasba, se je pa dogajala seveda po salonih, se je dogajala v drugih dvoranah. Tako imamo recimo en značilen razvoj v obdobju baroka, tako imenovane sonate. Sonata, dostikrat se govori o tej glasbeni zvrsti in se reče sonata, ja, in vsi imamo takoj v ušesu, imamo Beethovenove sonate, Mozartove sonate in tako dalje. Ampak zgodba sonate sega pravzaprav v barok. Zakaj? Ker se je na koncu renesanse in v začetku baroka se je glasba delila na dve enoti. Na tisto, ki se jo je igralo, ki je zvenela, in na tisto, ki se jo je pela. Tisto, ki se je pela. Tisti so rekli kantata, tisti, ki se je igralo, so rekli sonata. Zakaj? To pride iz italijanščine personare, za igranje, za izvajanje, in per cantare, za petje. Na pevski, recimo, glasbeni repertoar in na inštrumentalni glasbeni repertoar, bi danes rekli. Tako da sonata kot takšna ni bila glasbena oblika, po kateri bi karkoli se oblikovalo, ampak je bila zgolj inštrumentalna glasba. Kantata je pa bila zgolj vokalna glasba. Znotraj tistih so se potem odvijale različne glasbene strukture, nove oblike in tako naprej. In če rečem zdaj sonata, sonare, torej za izvajanje, za igranje, je šla na dve pomembni enoti ponovno. In to je bila sonata da camera, ali komorna sonata, to so bile sonate, to so bile inštrumentalne skladbe za salone, da kamera je pomenilo za sobo, za prostor, in pa da chiesa, za cerkev, cerkvena sonata. Skladbe so se potem seveda tudi ločile, zakaj? Zato, ker so inštrumentalne skladbe, ki so bile oblikovane za igranje doma ali pa po salonih in tako dalje, lahko imele druge vsebine kot tiste, ki so bile definirane na cerkveni prostor. In tudi znotraj tistih skladb za prepevanje, tistih kantat, so se ločili potem moteti in madrigali. In moteti so bili seveda bolj s posvetno vsebino, madrigali so bili seveda bolj z liturgično, to se pravi, cerkveno vsebino. To so ti prvi razdelki, ker glasba, veste, nekoč, če rečem tak, recimo renesansa, se ni razlikovala po nekih glasbenih oblikah, da bi lahko tam rekli, zdaj pa bomo pazili točno na to obliko, pa točno na ono, so že bile. Ampak bolj so se razlikovale po različnih šolah, kjer so se učili komponirati glasbo. Sprej smo imeli flamsko šolo, italijansko šolo, burgundsko šolo in tako dalje, nemško šolo, Zato pravim, renesansa je en velik ribnik, v katerem je treba pač kar nekaj časa stvari razlagati, zato je nočem takole na hitro odpraviti. No, barok pa že ponuja te bolj definirane stvari in ko govorimo seveda o sonatah, pa govorimo o kantatah, pa motetih, pa madrigalih, pa vseh teh oblikah, lahko govorimo seveda tudi že o operah. Kot boste videli, kar bomo danes tudi srečevali, je bila opera ena posebna glasbena oblika. Zakaj govorim posebna? Zaradi tega, ker je združevala tisto, kar je bilo prej za sonare in kar je bilo za kantare, je združila skupaj v eno novo enoto, ki se je igralo in pelo skupaj kot neko gledališko predstavo. K temu so dodali seveda, lahko rečemo, malo profanega duha,
in so vključevali tudi plesne elemente. Plesni elementi so v Nemčijo prišli dokaj pozno, ker so prišli pravzaprav iz francoskega dvora. Ti plesni elementi so se imenovali balet. Današnjo razumemo pod tem balet. Ampak balet ni pomenilo drugega kot ballo, je ples. Je pomenilo seveda plesno točko, ni žurno. In ko so to vključili noter med igranje, glasbeno izvajanje in prepevanje, so vključili še poplesavanje, so pa dobili en tak dost zabaven program. Te opere, ki so se seveda že dogajale tudi v renesansi, so v baroku dobivale čist neke nove poante. Zakaj? Zato, ker se je razvila tako imenovana številčna opera. Opera numera. Kaj to pomeni? To pomeni, da so bile, da je cela vsebina opera bila razdeljena na točke. Točke bilo pa precej, ne prvo dejanje, drugo dejanje, tretji prizor in tako dalje, ampak točke. Vsaka točka je predstavljala bodisi en napev, eno arijo, ali pa nek solističen vložek, ali pa nekaj. In to so bile točke. In to se je izvajalo seveda po točkah. Tako kot bi danes rekli malček podobno, kot je recimo musical. Musical ima vmes tiste songe in mi vemo, kje so songi in takrat se v nekem dejanju skodi nek song, pa drug song, pa tak dalje, kot da bi takrat bili songi. Ampak, kaj pa je barok po renesansi podedoval znotraj opere, o kateri bomo tudi še pri nekih komponistih posebej kaj rekli, je podedoval pa pravzaprav nastopajoče like. Namreč, ženski del nastopanja so prevzemali moški. Ženska se ni smela v javnosti pojavljati, sploh pa ne v kostumih, in nastopati in še manj prepevati pred občinstvom. Tega ni bilo. Zato se je še v baroku in seveda posledica iz renesanse prepevalo ženske vloge z enimi posebnimi pevci, ki so bili kastrati. Eden zadnjih kastratov, je pravzaprav pel tudi še baročne arije, je bil Farinelli. Tisti, ki vas to slučajno zanima, kar nekaj let nazaj je nastal fenomenalen film o Farinelliju. Glas za njegov glas, to se pravi ta, ki prepeva v filmu te operne arije, so pa zložili skupaj kot hibrid. In sicer iz originalnega glasu tega človeka, ki igra, in iz ene pevke, ki je ime Montserrat Cabal. Ali pa Cabal, kakorkoli gledamo na špankah, Cabal. Montserrat Cabal je ženska, če ste jo kdaj videli, tako, mislim, precej korpulentna, prepevala je pa skupaj z enim velikim rock pevcem, ki je žal že umrl. In to je bil Freddie Mercury, tako. In imate tudi svoj album skupaj in skratka, ona je operna diva. In skup so naredili glas v filmu o Farinelliju, kjer je ona odpela te arije, ampak so položili glas skupaj z njegovim tapravim, zato da dobi tam njegov moški prizvok. Ampak, hočem reči, to, da ženske niso smele peti, je seveda tudi posledica oblikovanja opernih zgodb, kjer je seveda manj ženskih likov, šele kasneje se razvije, to se pravi na koncu baroka in v začetku klasicizma, se razvije tisto gledališče, tisto operno gledališče, kot jo ga danes poznamo, kajti takrat stopi prava ženska na oder, resnična ženska na oder, in takrat dobimo tako imenovano prima donno. Prima pomeni prva, donna pomeni ženska. Prva ženska, in to je prima donna pomeni pač ženska, ki poje glavno vlogo. Takrat, sporedno z njo, je pa moral komponist seveda tudi predvideti primo uomo, prvo moško vlogo. To se pravi, opera je morala biti vedno uravnotežena. Vedno morala biti enakovredna prva ženska vloga z prvo moško vlogo. In to sta ponavadi bila, bodisi sopran tenora, pa sopran basa, pa bariton, ali pa alt sopran, alt tenor in tako dalje. In zato se tu oblikuje seveda tudi neka hierarhija.
In še danes rečemo, tako primadona, ona pa je primadona. Primadona ne pomeni drugega, kot da poje, vedno ženska poje prve ženske vloge v operah, ne? To je tiste glavne vloge, bi danes rekli, ne? No, to se pa razvija na koncu baroka oziroma pozneje v klasicizmu in svoj razvoj, če tako gledamo to glasbeno obliko, doseže na nek način v romantiki, v romantizmu z velikimi komponisti opernega repertoarja, ne vem, od Verdija naprej, in se končuje pravzaprav z Wagnerjevo glasbo ob koncu 19. stoletja. To je razvoj zgodbe opere, ki je nastajala kot opera numera v baroku, kjer so jo še peli kastrati. Ženska pa je smela pet vokalno glasbo v cerkveni liturgiji. Cerkvene, tam noter pa je bilo ji dovoljeno, ampak zgolj v zboru. Zgolj kot del mešanega ali pa recimo mešanega zbora. Nikakor pa ne solistično. In tu je bilo seveda spet vprašanje teh velikih, recimo maš, kjer so jih pisali za orkester, zbor in soliste, kdo bo pel solistično sopransko vlogo. Ja, so peli moški in kasneje tudi ženske, to se ženskam so dajali prostor prej v teh, recimo, glasbenih zvrsteh, kot pa v operi, kjer se je morala kostumirati, kjer je morala biti pač. To ni bilo, to nekako ni bilo družbeno sprejemljivo. Če pa to pogledate drugače, po drugi strani pa francoski balet, to se tale plesni del, pa nikoli ni izključeval ženske, ampak so jih ravno obratno, so jih pa izredno radi vključevali v plesne točke, zato da so ljudje pač uživali v ženske, ki tam poplesavajo in tako naprej. To je eno zanimivo sožitje, takšno zgodovinsko sožitje, in če ste kaj sledili, recimo, razvoju opere kot takšne, je celo obstajalo v nekem obdobju tam klasicističnem Mozartovem in nekoliko še kasneje, da pa je balet nekaj, kar je treba iz opere pa ven smetati. Zato, ker ne spada noter, ne spada v resne opere, ne? In ker opera se delila na dve enote, delila se na komično opero oziroma opero buffo in delila se na opero serio ali resno opero, dramsko opero. No, in opera buffa, komična opera, je imela te baletne točke, ko so se vsi pač veselo hahljali not lahko, medtem ko seriozna opera, prava opera, pa je balet ven smetala. In že Mozart je imel probleme, ko je pisal svoj balet tam noter, pa so potem rekli, sam gospod presvetli cesar, rekel, ne, baleta pa ne smemo noter imeti. In pol je, skratka, če boste film gledali Amadeus, ste lepo to not pokazano in to je resnično bilo. Balet se kasneje seveda vključuje v opero še noter, v različne odlomke opere. Saj veste, da imate včasih, če greste danes opero gledati, imate samo točko 2 baleta noter, ostalo pa so pač pevci, pevke in tako naprej. Ampak balet postane kasneje, z vplivom pravzaprav francoske glasbe, postane kasneje samostojna enota. Balet kot baletna predstava. Postane kasneje samostojen, šele nekako v 19. stoletju se izvije iz tega primeža zabavnega poplesavanja na odru in rata pravzaprav neka bistveno bolj seriozna glasbeno-plesna oblika. Komponiste baletov tak poznate, eden večjih je bil zagotovo Čajkovski in tako naprej, ki gre potem, ki seva vse v 20. stoletje, kjer se pa razvije modern balet, v modern ples, v moderno gledališče, plesno gledališče in tako dalje in tako dalje. To se pravi, balet je šel tukaj po eni popolnoma drugi poti. Medtem ko opera, ki se je začenjala oblikovati v baroku, dobiva seveda, če rečem, po zaključku velikega Wagnerja v 20. stoletju spet nove oblike. Nove oblike, recimo, opernega oblikovanja repertoarja, sodobne opere, ki posega po sodobnih glasbenih izrazih in tako dalje, ki nima več arije, nima več vseh teh obveznih oblik, recitativov, duetov in tako dalje. Skratka, to, kar je bilo na nek način tudi v baroku definirano. Zdaj, če boste tudi kaj gledali baročne opere in boste poskušali od teh komponistov kakšne baročne opere najti, jih boste lahko našli, ampak večinoma boste videli, da gre zgodovinsko gledano tukaj vedno za zgodbe iz neke davne preteklosti, ali pa so uporabljali neke zgodbe iz, ne vem, liturgije, ali pa so uporabljali zgodbe iz mitologije. Skratka,
opera v svojem razvoju pokaže potem, da je treba govoriti zgodbe človeka tistega časa in takrat opera postane ljudem blizu. Dokler pa je govorila, ne vem, o Kleopatri, pa je govorila o, ne vem, tam tisoče let nazaj o nekih zgodbah, je pa bila na nek način odmaknjena od publike kot takšne. Ok, toliko o tem, samo da vemo, zakaj odpiram to vprašanje 400 let trajajočega glasbenega jedra. Zaradi tega, ker se je tu se je razvilo, moram reči, praktično vse tisto, kar danes v glasbi tudi hočemo razumeti. Evo, Georg Friedrich Händel, angleška verzija je seveda George Friedrich Händel, ne? Brez CH-ja pisano, brez umlauta pisano, angleška verzija je tole. Zgledajo nekako takole. Zdaj, več ali manj imamo zelo malo slik iz tistih časov, ljudje se niso fotografirali tako pogosto. Skratka, možak, ki je bil strašno močna osebnost. Zanimivo pa, da se Bacha recimo postavlja kot bolj pomembnega komponista. Zdaj, kdo je bil pomembnejši, težko govorimo. Zagotovo tako Händel kot Bach sta imela velik vpliv na kasnejše skladateljske rodove in brez njunega razumevanja glasbe kot strukture nekega odrskega recimo performansa, če se izrazim v današnjem jeziku, ne bi bilo razvoja, ne vem, niti velikega orkestra, še manj pa razvoja, recimo, koncertov kot takšnih, kot jih danes poznamo. Zdaj, zakaj Händla obravnavam na tem mestu? Aha, tukaj je njegov podpis, no, dakle, da imate en občutek, kako se je možak podpisoval, ne? A vidite, Friedrich, ne, to je angleško, ne, se je podpisoval. Rojen je bil takole, Friedrich, ne, Georg je bil, on ni bil George, ampak podpis je pa George, ne. Händel je, zato rečemo, je bil nemško-angleški skladatelj, spravi, najdemo neko tako strukturo, nemško-angleški rečemo, zato ker je bil nekje rojen, nekje pa je živel, ne. Mojster vokalne in inštrumentalne glasbe, zato sem vam uvodoma to dvoje povedal. On se je sprehajal iz enega na drugo področje. Napisal je 42 oper, 25 oratorijev, najbolj znan je pa njegov oratorij Mesija, ne, v katerem je ta popularen napev Aleluja in to je tudi recimo ena taka najbolj razvpita njegova kompozicija. Prav tako pa je avtor mnogih kantat, če sem prej omenjal kantate, ne, kantare in sonare, ne, številnih orkestralnih, komornih in klavirskih del. Ko tukaj omenjam orkestralna dela, se moram za sekundo samo vrniti nazaj v Bachov čas, kjer še ni bilo tako imenovanega temperiranega orkestra, ne? Kjer se je igralo po naravni intonaciji in seveda ravno v Bachovem času je nastal ta temperiran način matematične delitve oktave na matematično točnih 12 poltonov. Kajti naravna uglasitev, rečemo je tudi pitagorejska. Pitagorejska uglasitev je uglasitev na bazi alikvotnih tonov monokorda, enega inštrumenta z eno žico, kjer seveda oktava, kvinta, kvarta in tako dalje, ki se sledijo po vrsti kot alikvotni toni, ne predstavljajo točne dvanajstine znotraj ene oktave, ampak vedno malo štrli čez. Naravna razdelitev recimo zvoka med inštrumente ne daje možnosti, da bi glasbila z različnimi temeljnimi toni igrala skupaj. Zato, ker se temeljni toni, potem, ko pridejo do nekega unisonega tona, razlikujejo po frekvencah. Recimo, da vzamem za primer, ne vem, recimo C trobento, ne, ki ima C, ton C za svoj osnovni ton, pa recimo, ne vem, S klarinet ali pa B klarinet, ne, tako znan, recimo B klarinet, ki ima en cel ton nižje svoj osnovni ton, ne, če bi njima rekli, da naj zaigrajo, ne vem, C2 kot unison ton, ta dva tona bi strigla. Ne bi bila frekvenčno enaka, zato ker tvori klarinet
drugačno sosledje ali kvotov in ga najde v drugem sistemu kot C trobenta, ki tvori drugo sosledje ali kvoto. Čeprav bi oba dva zaigrala C1, bi strigu in bi ne mogli igrati skupaj. V orkestru, kot veste, danes, v današnjem orkestru, imate pa različne inštrumente z različnimi temeljnimi uglasitvami. Niso vsi C uglasitve, ne? In tak orkester, kot ga imamo danes, je bilo možno zložiti šele tam v drugi polovici Bachovega življenja skupaj, ko je prešla intonacija iz naravne v temperirano, to se pravi v umerjeno, zmerjeno, ne temperaturno, to nima veze s temperaturo, ne, to je umerjena. In Bach je v tistem času bil tako fasciniran nad to umerjeno intonacijo, da je napisal 2 zvezka preludijo in fug za klavikord oziroma klavičembala so takrat imeli, ki se imenuje, da zvolj temperirate klavir, oziroma dobro uglašeni klavir. Ne? Ampak to ni zato spet, hočem reči, ker bi bili klaviri prej razglašeni, ne? In potem uglašeni, ne? Ampak ker je bil fasciniran tako, da je lahko v vseh poltonih skladov enakovrednost. Spravi, in je potem tudi napisal, ne, 12, vedno po 12 preludijo in fuk, po poltonih je šel, ne, po poltonih je šel, pa ni bil en zvezek dovolj, pa še en zvezek napisal, zato da je pokazal, koliko je vse možno zdaj delati, ne, in je res možno in tak dalje, in tak dalje. To spravi, ta način komponiranja, ki poseže pravzaprav v Bachovo življenje, je v temelju spremenilo. Zakaj? Zato, ker je lahko uporabljal orkester. Orkester, ki je prej bil zelo omejen na uporabo, recimo godalj skupaj, trbil skupaj, pihala, trubila so težko sodelovala. Tu v Bachovem času, ko pa on piše svoje tako imenovane koncerte grosse, ne, pa je že možno uporabljati ta velik orkester. In to je bilo fascinantno, da lahko celoten orkester igra skupaj in da to ni fovš. To je dalo Händelu, bi lahko rekli, prednost, ker Händel se ni ukvarjal z tem razglašenim klavirjem, ne, ampak je že imel pred seboj dobro uglašen orkester. Zato on piše te velike maše, oratorije in tako dalje, za ta velik orkester, velik zbor, soliste in tako dalje. In v tej, recimo, funkciji je treba videti seveda ravno razvoj teh velikih projektov. Wagner, če zdaj preskočim 200 let, je bil ravno tak komponist v bistvu gigantskih partitur, to vem. Friedrich Nietzsche kot njegov prijatelj, pa kasneje ne več prijatelj, ampak kakorkoli gledamo, nekaj časa pa sta le bila prijatelja, mu je očital ravno to gigantstvo, to široko poteznost, ta, ne vem, preveliki format, ne, to se pravi, ta zgolj, da mu gre zgolj za učinke, da mu gre zgolj za nek paravan velikega in močnega zvoka in tako dalje in tako dalje. To pa izhaja pravzaprav iz tega časa. Iz tega časa, kjer je barok poskušal v tej sili seveda delati giga projekte. Delati velike projekte za, ne vem, 150 članski ansambl, vzadaj 200 pevcev, pa pevk, a veste, to je bilo gromozansko, ne? In ko je to seveda spustilo vse svoje zvoke, je to trgalo, ne? Ampak to je bil ta čas. To je bil ta čas gigaprojektov. In seveda je treba razumeti, gigaprojekti so potrebovali tudi gigaprostor. Ker vi doma v spalnico, pa v svojo sobo, kjer imate vi komorno glasbo, svoj kvartet, ne spravite not 100-članskega orkestra, pa 200-članskega pevskega zbora. In spet so tu na svoj račun prišle seveda cerkvene ladje. Cerkve so seveda bile idealen prostor, kjer se je lahko te velike projekte tja postavljali. Ampak šment, ne? Če ste hoteli ta veliki projekt not postaviti, ste morali pa spet vsebinsko mu ustrezati. Not niste mogli postaviti opere bufe. Zato, ker bi ne vem, kaj bi se križi dol popadali. Jaz ne vem, kaj bi se zgodilo. Ampak ni šlo. Ideološko ni šlo. Kar pomeni, spet imamo giga-mega projekte zgolj, ne, v neki vsebinski omejitvi. Šele kasneje so začeli graditi tudi velike, rečemo temu, koncertne ali pa operne hiše, kjer so lahko začeli razmišljati o malo večjih operah. Ne? Zato, ker opere so se takrat izvajale pravzaprav v dvoranah.
v dvoranah, kjer ste vi orkester noc spravili tam 30-40 članov, pa če še kak izbor bil zraven, majhen, da so nekaj prepevali, 4 solisti so že stali tako skupno tlačeni, baleta pa že niste več kam imeli zadati. Prostor sam je omejeval pravzaprav, zato imate v tem času tudi nemožnost razvoja teh velikih wagnerijanskih odrov in vsega tega. Šele kasneje, zaradi prostora samega, jaz vam to kažem, kako je pravzaprav glasba bila omejena z nekimi čisto zunanjimi tehničnimi ali pa tehnološkimi momenti, zakaj neke stvari niso nastajale. Ne? No in seveda, kar je Nietzsche očital Wagnerju, da je deloval v bistvu na nekem pompozen način samo, da mu gre samo za neke velike zadeve. Ljubi moji, če pogledate pa današnjo glasbo, pa vidite, da pali samo ta gigasistem, veliki sistem, luči, ekranov, ne vem kakšnega, zvoka itd. Drobne, majhne stvari, takšne več, danes človeka več ne zanimajo. Mora biti 100.000 ljudi tam, pa 500 ljudi na odru, pa ne vem, kaj še vse se mora slišati. Veste, kar pomeni, da je na nek način Wagner imel prav, ko je to delal, na drug način pa se še vedno po tem gigasistemu nismo odmaknili od baročnega opazovanja teh velikih partitur. To je Birthplace, to spravi rojstna hiša od Händla, ne? Seveda ni fotografija, je risba in danes lahko seveda opazujete zgolj napis. Tukaj se je rodil Händel, ker hiša kot takšna ni več vidna, so obnavljali, so druge zgradili, ampak to je rojstna hiša od Händla. Tu pa sem vam hotel pokazati vpis v rojstno knjigo. A vidite, ne? Georg Friedrich je on, ne? Händel, ne? Georg Friedrich je on, to spravi, to je zapis 1685. leta bil narejen, to je zapis v knjigo njega kot takšnega, kot nemško ime. Danes je v Londonu postavljen njegov spomenik, ne? In hiša, kjer je on deloval in živel, je seveda pa lepo ohranjena in jo tudi znajo Angleži zelo lepo pokazati. To je bil pa naš komponist, ne? Spravi, tam je to in seveda tudi spomenik so mu postavili tako veličastnemu Händlu, da se ja ve, da je to njihov. Ne? To me spominja podobno na te spomenike, ko jih zdaj postavljajo vse posod Aleksandru Makedonskemu. Ne? To zdaj ne vejo, čigav je zdaj Aleksandr Makedonski. Hočejo ga imeti Makedonci, hočejo ga imeti Grki, ne? Ampak on se je Makedonski imenoval, ne? Zdaj Makedonije takrat pravzaprav ni bilo kot takšne, tako da vsej poznate celo to zgodbo. Ne? Ker Aleksandr Makedonski zagotovo ni bil Makedonc, ne? Kot Makedonija danes. Tako da. Ampak, gledajte, o tem ne moramo mi tukaj soditi. Skratka, takle to zgleda. No, recimo nekaj njegovih takšnih, tu sem izpostavil štiri njegove zadevce. Recimo glasba za vodomet, oziroma water music, jo je on imenoval. Zakaj je to nastalo? On je tudi delal recimo glasbo za ognjemet. Zato, ker so pač te družabnosti bile takrat spremljane vedno z glasbo. Glasba za ognjemet je bilo pač takrat, ko so imeli kako slavje, pa ognjemet je orkester zraven igral in so tiste rakete letele. Glasba za vodomet, water music, oziroma vodna glasba, če rečemo za vodomet, je pa bila mišljena, da so se postavili okrog vodometov, ker vodometi so bili takrat en del te gospodske kulture, veste, privatnih vrtov in tako dalje, in so se okoli vodometa dobili, tista voda je pač tam špricana in tako dalje, in je glasba za vodomet seveda bila zelo primerna. Hočem vam pokazati, kako Händlova glasba za vodomet, ali water music je on imenoval, kako to zazveni. No, water music, napisano water music, je pa fascinirala, kot glasba je pa fascinirala tudi Johna Cagea.
ki je, zato pravim, ne, sevanje baroka tudi v današnji čas, John Cage je pa seveda napisal 300 let kasneje v odgovor Water Music, je pa napisal tudi Water Music, ne, je rekel, aha, očitno obstaja neko zanimanje za to, ne, in Cage je v spomin, omaž gospodu Handelu, napisal svoj Water Music, ki pa zgleda pa tako, ne, je tudi Water Music, ne. Partitura zgleda tak, čisto tak, da jo imate občutek. Je pa za pianistko, ne, oziroma za pianista in za različne oblike vode. Partituro ima pa tukaj. Zdaj pa vklopila radio, ker to je partitura za radio, klavir in vodo. No in tako dalje. Zdaj, lahko smatramo seveda to kot tako dost nezrelo za frkancijo, ne? Ampak kaj je bila ideja Johna Cagea, ne? Predvsem je bila to, je on rekel, če je že naslov tak skladbe, ne? Potem dajmo uporabiti tisto, kar si voda zasluži to, ne? Če je že naslov glasba za vodo ali pa vodna glasba ali pa kakor hočete to prevajati, ne? Pa dajmo glasbi zvok, ne? In pol ima on še eno skladbo, ki je nadaljevanje te skladbe, ki se imenuje pa Water Walk, to se pravi sprehod, vodni sprehod, ko pa imaš eno gagico v bani noter, ki jo stiska, pa imaš eno mašino, ko lomi led, pa jo vklopi zraven, pa gra vodo, pa... Skratka, nadaljevanje ta Water Walk, to se pravi sprehod skozi vodo, je nadaljevanje te. Ker ko se voda je ravno tak, če je že v naslovu, vredna, da ji prisluhnemo, ne? In je naredil potem pač take miselne, recimo miselne eksperimente. Ok, vsi poznamo oratorij Mesija. Ok, kar mi je pa pomembno, da vam pokažem, je pa recimo ta ista zadeva v popularni glasbi. Handel obstaja tudi, ne, še danes v takšni obliki. Ni prav nič zgubil, ni se nič zgodilo. Njegova znamenita sarabanda. To je namreč največkrat citirano, poleg Aleluje, njegovo delo, ki ga najdete v filmu Barry Lyndona. In so mnogi ljudje misli, da je to filmska glasba. Dobro, ne morem preskočiti, lahko. Barry Lyndon, poznate film? To je stara angleška saga, ne? Okay. Ok, kakorkoli. No, ker se je mislili, da je to glasba za film, to je isto kot iz, ne vem, začetek Odiseje, ker se misli, da je tisto filmska glasba. A ni to glasba tudi, lahko se motam uporabil po Cvete v jeseni, tisti prizor, ki grejo na pokopališče, ki grejo na pokopališče? Ne, Cvete v jeseni nima citata Handla. Cvete v jeseni je Urban Koder. To je Urban Koder, kompletna partitura. Ja. V šestih mi je... Ja, vse so lahko podobne stvari, ne? Recimo ena takšna je tudi Handelov Largo, ta je tudi... Ta inštrumentalni Largo je bil pozneje uporabljen, on ga je uporabil pravzaprav v eni svoji operi,
kjer je dodal pa besedilo zraven. To je ta znameniti Ombra mai fu, oziroma ena poje Ombra je senca, o eni lepi senci enega drevesa in tako dalje. In je pravzaprav znana pesem. Vam jo hočem tudi iz enega filma vam pokazati, to so pa Nevarna razmerja, film Dangerously Young, Nevarna razmerja, Glenn Close, Malkovich, ne? Ja, ob dobri glasbi je vse drugače, ne? Ona je Michelle Pfeiffer, Glenn Close je pa tale, ne? Tu sem hotel še pokazati Farinelija. Evo, to sem hotel pokazati gledališča, ne? Vidite, ne? To so bile operna gledališča, dosti dobro, filmi dosti dobro to pokažejo, ne? V bistvu samo ena kulisa, ki se je pravzaprav v enem salonu dogajalo, v enem večjem prostoru, se naredila kulisa, pevec, pevka, orkester spredaj, ki nekaj izvaja in potem se je kulisa samo odmaknila, primaknila. Mislim, to ni bilo nekega velikega odra, kot se potem kasneje opere razvijajo, ne? Ampak to je nekakšna, ena takšna baročna, dosti dobra baročna slika tega, kar je tu bilo. Okay. No in Domenico Scarlatti, kot vidite, ravno tako rojen 1685, enako kot Bach in kot Händel, umrl 2 leti pred Händelom, 1757. Scarlatti je seveda prav tako izjemno zaslužen za razvoj glasbene zgodovine. Njegov podpis, evo, njegov podpis, njegov rokopis, da dobite malo občutka, ker se je takrat pač vse na roko pisalo. Kar je meni fascinantno pri teh komponistih je to, da imajo izjemno čitljiv rokopis, ne? Izjemno čitljiv. Mi pišemo danes, kura skače po gnoju že, ne? Ker predvidevamo, da obstajajo tam kopisti, ki bojo boljš napisali, ali pa računalniki, ki to zna boljš narediti kot mi, ne? Ampak izjemno čisti rokopisi, iz katerega se je dalo že takoj izvajati. Ampak, kaj vam pade takoj v oči, kot rokopis pogledate, vidite, da je kar precej zapleteno že, ne? To spravi, to gre precej za virtuozne umetnike in največkrat so ti komponisti tudi bili izjemno dobri inštrumentalisti. Bodi si organisti, bodi si čembalisti, bodi si karkoli in so znali za tisti inštrument seveda še toliko boljše pisati. Treba pa je vedeti, da so pa za orkester morali pisati nekoliko lažje, zato ker ni bilo glasbenih šol. Glasbeno šolanje se začne pravzaprav šele v poznem klasicizmu. Še Beethoven jamra nad tem, da nima dobrega orkestra, ker ne znajo igrati, ne? Ker ni bilo glasbenega šolstva, kot ga mi danes poznamo, da se otrok začne, ne vem, 6-7 leti učiti inštrument, pa 10 let kasneje že zna, pa gre na akademijo, pa tako dalje. Tega preprosto ni bilo. In so bili orkestri pač tak, samouki, a veste, ne? In če je komponist hotel napisati malo več, kot samo tistih, ne vem, nekaj tonov, ne? Orkester ni znal zaigrati. Če pa orkester ni znal zaigrati, pa on ni dobil izvedbe. Če pa ni dobil izvedbe, pa novej skladbe ni noben naročil, ne? Mislim, to so ti začarani krogi, veste, bili, kjer je treba tudi pogledati, zakaj pravzaprav pišejo skladatelji za svoje inštrumente tako virtuozno. Ker so sami izvajali. Bach je sam izvajal svoje stvari, Buxtehude jih je sam izvajal. Če hočete kasneje, Friedrich Chopin je sam izvajal svoje stvari. Liszt, če hočete Liszta, danes igrati morate 3 roke imeti, pa še tam mora imeti po 6 prstov, ne? Ampak on je pa bil pianist, mislim, prvega formata, ne? In je sam izvajal te stvari in zato jih je on tudi napisal. Ljudje v tistem času seveda niso igrali Liszta, ker ga niso ne samo znali, zmogli zaigrati. Šele za Lisztom se ustanovi pravilna šola, klavirske igre in tako dalje. In še danes pianisti, akademski pianisti in tako dalje se pohvalijo, da so igrali Lisztov koncert, so igrali ono, so igrali nekaj še vse, ker tam se res zavozlate zraven lahko, ne? Ampak to je treba znati. Zaradi tega pravim, so izvajali so na svojih inštrumentih pač izvajali vse
te vragolije. Zato imate tudi tukaj noter, v tem baročnem času, imate dosti skladateljev, ki recimo znajo igrati violino. Še prišli, recimo do Tartinija, do Vivaldija in tako dalje. To so bili pa violinisti, ki pa pišejo za violino, tako da se zafrclate zraven, ne? In dobro, pozneje je Paganini še, pa tak dalje, tak dalje. Ampak zakaj je bila, recimo, v nemškem baroku, če zdaj primerjamo te struje, ne? V nemškem baroku so bili večinoma inštrumenti s tipkami, popularni, če tako rečem. Klavičembali, klavikordi, bla, bla, orgle, bla, bla, bla. Ker je bilo to res tam. In še danes imate pravzaprav ene boljših klavirjev, ne? Ali so angleški, ne? Pol se jim reče Steinway, ne? Ali so pa nemški, pa se jim reče Besendorfer, ne? Od tam prihaja. Medtem ko violinski del, ne? Ali pa godalna sekcija, ne? Če rečem italijanski barok, pa ste imeli v Cremoni, okoli Cremone, pa v Cremoni sami ste imeli pa izjemni izdelovalce godal. Pozna kdo kaj tebi tega? Amati, točno, Amati, Stradivari, Guarneri, to so velike družine, bile pravzaprav, ki so izdelovale inštrumente. No in seveda, godalna sekcija, če rečem tak orkester, je vlad doma pa v Italiji, ne? In tu imate velike violiniste, ki potem igrajo in imajo svoje orkestre in pišejo neverjetne skladbe za ta inštrument, ne? Mislim, tako je treba tudi gledati razvoj inštrumentov, hkrati tudi razvoj nekih tehnik igranja, hkrati razvoj komponistov na ta način itd. Ne? Zakaj Chopin ni napisal nobenega koncerta za violino? Ni znal violine igrati, ne? Pa bi bilo prav smešno, če bi Chopina na violini igrali, ker ne gre tak, ne? Ker on ni znal misliti inštrumenta, on je tipičen pianist bil, ne? In tak dalje. Ne? Ok, rokopis. Lahko sam tole. Ja, izvolite, gospod. Ne. Tisti je Salieri, je pa na S, ja, to pa je, ja. Ne, to je Scarlatti. Scarlatti praktično skoraj že ni več, ko prije Mozart. Domenico Scarlatti je bil sin Aleksandra Scarlattija, ki je bil pravzaprav na začetku baroka, ne, medtem ko ob koncu baroka pa njegov sin, če tako rečemo. Barok se začne in konča s Scarlattijevo družino. On je bil pa tipičen predstavnik italijanskega baroka, velik del svojega življenja pa je preživel na Portugalskem pa v Španiji, ne? Umrl je pa v Madridu. To spravi, italijanski skladatelj, ki je deloval na Portugalskem pa v Španiji, ne? Mislim, zato pravim, Händel, ki je bil nemški skladatelj, pa je deloval v Londonu, ne? Torej, te stvari so pač malo prostorsko drugače, ampak mi rečemo italijanski barok, kajti on je barok, kot takšno italijansko mišljenje, glasbeno mišljenje je odnesel v Španijo in tam začel pisati v španskem duhu gotove stvari, gotove oblike, kot bomo videli nekih skladb, nekih glasb, v duhu italijanskega baroka z španskimi primesmi in tako dalje. Mislim, to so te zanimive stvari, ampak ok, Domenico Scarlatti, medtem ko Alessandro Scarlatti je bil zgolj v Italiji, je bil čist Italijan, po času delovanja pa spada v čas baroka, ampak po stilu je pa že klasicizem, ne? On je pa pravzaprav že pošteno v klasicizmu in če poslušate zgodnjega Mozarta, pa poznega Scarlattija, pravzaprav vidite, da sta tu nekje že, ne? Da je to praktično že skoraj isto. Zdaj, kaj je on delal? Znan je bil predvsem po svojih skoraj 600 sonatah. 600 sonatah. Komornih kantatah za glas in čembalo, napisal je 15 liričnih oper, katerih partiture pa so se večinoma zgubile. Teh oper ni, ne? Mislim, neki odlomki so, ampak celih partitur pa ni. Ker pa je bil odličen čembalist, pa je s svojimi virtuoznimi skladbami vplival na mnoge pianiste, med drugim tudi na Chopina in mnoge sodobnike. Spravi, Chopin je Scarlattija, bi lahko rekli, treniral, ne? Ko je se učil klavir igrati, on Scarlattija igral, ker Scarlatti je bil fenomenalen, ampak na čembalu. Zato sem napisal čembalist. V čem pa je razlika med čembalom in klavirjem tudi? Ne samo to, da pač čembalo trza žice, ne, klavir ima kladivca in tako dalje. Ožja tipka je. Čembalo ima malo ožjo tipko kot klavir. In na čembalu se gotove stvari lažje igrajo, ker so bližje, ne? So bližje in tu tipke od čembala se drugače odzivajo, ker imajo vzmeti, imajo federce in jih meče nazaj. Lahko hitro ponavljanje imate lahko, ne?
ampak ton ne zveni tako dolgo, ker samo trzne, samo plenk naredi, ne. Medtem ko klavir pa zahteva od vas večjo silo, ker morate pritisniti tipko, ki udari s kladivcem, ne. In je tehnika toliko različna, da je Chopin se razbijal zraven, ko je seveda igral Scarlattija zato, ker je poskušal tempe dobiti, ne. In v tempih ni mogel igrati isto kot na čembalu, ker ne vrača tipke tako hitro, ne. A poznate, o čem govorim, ali ste glasbeniki, a kaj? To pomeni malo, ali to pomeni kaj? Ne, še bolj logika, no. Aha, pa tu vidim, da se tako lepo smehljata in razumem, da razumete. Aha, prav, no, to mi je še bolj všeč. To spravi, ta širina tipke je Chopina pravzaprav spravljala ob živce, ne. In pol je pa tudi to, ne, če boste klavir pogledali, ne, imate belo tipko, ki je precej dolga, pa recimo na zgornjem delu je tista črna tipka, ki je tak vmes, ne, tista črna tipka. Če boste pa čembalo pogledali, so pa te tipke bistveno ožje, kar pomeni od bele do črne tipke je bistveno manjši razmak. In seveda je spet lažje ene stvari početi, ne. Mislim, 4 oktave na čembalo so take, na klavirju vodake, ne. In to vse potegne za sabo seveda tehnike igranja. In ko začnemo pa glasbo na ta način opazovati, mi lahko na notni papir napišemo, karkoli hočemo, une packe, une kakce črne, ne. Tisto lahko napišemo, ampak to je treba tudi izvesti. In ko to izvajate, šele vidite, kje je tisti problem v glasbilu kot takšnem, pa v tehniki igranja, ne. Ok. Da vas ne zdolgočasim čisto. Njegova velika dela, ne, so zagotovo Stabat Mater, evo, če jih takle naštejem, Stabat Mater, sonata K141 za čembalo, zdaj zakaj ta K, to je po Ralphu Kirkpatricku, ki je kompleten opus od Scarlattija v bistvu preštel in ga naredil po obdobjih. In to je tako, kot smo pri Bachu imeli tisti BWV spreden, ne? Bach Werke Verzeichnis, ne? To spravi, oni niso pisali opusov, K pomeni seveda od Kirkpatricka številka skladbe, ne? Pol tista tokata v G za čembalo, Fandango je tipičen španski ples, ki ga je naredil pa seveda tudi Scarlatti in pa še njegova zadnja skladba, ki se predvideva, da jo je pisal pravzaprav čist mesec, dva pred smrtjo. Ok, njegov znameniti Stabat Mater, da dobite malo občutka, kako to izgleda, takšna glasba. Ok, potem, evo, Jean Rodot je en izjemen čembalist. Opazujte izvedbo, mlad čembalist, opazujte njegovo izvedbo te sonate K141. Za tisti čas že nekaj popolnoma novega, norega, modernega, ne vem, s čim bi to pravzaprav lahko sploh primerjali. Ok, tokata za čembala, čisto tako za en občutek, kako to izgleda, ta muzika. Ja, od očeta, zato sem vam hotel pokazati. In tako dalje. No, še ena stvar bi vam rad v tej zvezi pokazal, in sicer njegov Fandango. Španska muzika. No in tako dalje. To je Fandango. In njegova skladba v bistvu nastala, pravijo, meseca, pa največ 2 pred smrtjo. Da dobimo malo občutka, kaj se je v tem času še dogajalo, ne. Barok se zaključuje okoli leta 1760, rečemo tam nekje, ne. Seveda ne moramo reči točno kdaj, plus, minus leta, gor, dol, ne. Ampak
počasi prehaja v klasicizem, ampak so ustvarjali tudi mnogi drugi odlični skladatelji. Zato sem vam hotel še predstaviti. Niso samo tile trije, recimo, ki sem vam jih zapeljal. Recimo Claudio Monteverdi. Njegova opera Orfej pa Ariadna sta v bistvu velika projekta, ki sta premaknila celotno operno zgodovino v popolnoma drugo vrsto. In on je napisal recimo med drugim 9 knjig madrigalov, to so pa take bukle. On se z madrigali zelo dosti ukvarjal, spravi ne moteto, ampak madrigalo. 9 knjig pomeni recimo, da jih je tam noter, kakšnih recimo 200, 300, ne, to so knjige, ne, madrigalo. Potem imate Dietricha Buxtehudeja, ki je bil neposreden rival, organist od Johana Sebastiana Bacha, izjemni njegovi preludi in tokate, pisal za orgle, čembalo in pisal je mnoge kantate. To spravi, on je ravno tak bil, kot bi rekel Chopin na klavirju ali pa Bach na orglah, je bil izjemen organist, ampak izjemen organist in nekoliko slabš komponist. Medtem ko Bach je bil pa izjemen komponist in hkrati izjemen organist. To spravi, to je Bacha postavilo pravzaprav pred Buxtehudeja, ne. Ampak Bach je recimo hodil na koncerte od Buxtehudeja, ne. On ga je hodil poslušati, da je videl, kaj ima, kdo mu je tekmec, bi lahko rekli, ne. Henry Purcell je še en tak, recimo, angleški komponist, zraven Händla, napisal opero Dido in Enej, ki je, recimo, za angleški barok ena pomembnejših oper, kajti uporablja izjemne solistične parte, kjer morate biti še danes odličen pevc in pevka, če hočete to izpeljati. In kaj je bilo posebnega za njega, on je pisal tudi glasbo za gledališke igre. Spravi, ne, ki bi se prepevalo, ne, ampak za teater je pisal. In to sta dve ohranjeni, in sicer Dioklecian in kralj Artur. Spravi, Dioklecian, Split, ne, palača dol v Splitu, no, ampak hočem reči, to je bilo takrat dosti povezano, ker to je bila Beneška republika takrat, ne, in se je raztezala vse dol do Dubrovnika, ne, in to je bila vse Italija, to vse je bila Beneška republika in ti komponisti in skladbe, vse so se odvijale tudi na teh velikih koncertih v Benetkah, pa ne, tam na trgu, recimo, sredi Benetk, ne, trg Svetega Marka, ne. Potem Aleksandro Scarlatti, kot sem rekel, oče od Domenika, ne, je napisal dve veliki operi, to so opera Pompeji in Teodora. Zakaj so te opere pomembne? Zaradi tega, ker uvajajo že neke novitete v orkester, noter, solistične parte v orkester, to spravi, orkester ne igra samo kot celotno orkester, ampak igrajo že določeni solisti v orkestru. Mora zaigrati samo nekaj trobentač, samo nekaj violončelist, recimo, ali pa, a veste, to so spet novosti, ki so bile takrat čist nekaj posebnega. No, in on je pisal tudi mnogo oratorijev. Pol imate znanega Tommaso Albinonija, ne? Vsi, če rečete Tommaso Albinoni, je to Adagio v G-molu, ne? Adagio v G-molu, Albinonijo, vsi ga poznajo. Pa ni res, ne? Adagio v G-molu je napisal Remo Giazzotto, to je bil en italijanski muzikolog, živel v 19. stoletju, oziroma 19-20. stoletje, in ga je za štos pripisal Albinoniju, zato ker Giazzotto je bil neznan, pa ni bil komponist, ampak je bil muzikolog. In je napisal skladbo in je napisal gor, da je to napisal Albinoni. In še danes se, seveda, mnogi motijo in Tommaso Albinonijo pripisujejo ta znamenit Adagio v G-molu, ne. Potem napisal recimo Albinoni 6 simfonij, koncerte in tudi že opere, ne. Pol imamo znamenitega Antonija Vivaldija z njegovimi 4 letnimi časi, kjer so v bistvu violinski koncerti. Zato vas pa hočemo opozoriti, da je to eden od violinskih koncertov. On jih je napisal pa natančno 187 koncertov violinskih. Takšnih, kot so 4 letni časi. Tako da, še 186 drugih koncertov je napisal, ampak poznamo pa samo tistega, ne, zato ker je pač najbolj popularni postal. Georg Philipp Telemann je napisal pa kar, gledajte, 46 pasijonov kantat za 23 cerkvenih let. To spravi, 23 cerkvenih let pomeni, da imate repertoar, če hočete začeti 23 cerkvenih let, lahko pojete samo njegove skladbe, pa ne boste nobene ponovili. Ker je pisal, naročnik je bil, ne, cerkev je bila naročnik za njega, ne. In napisal je 1000 orkestrskih suit. Tak se je nekoč pisala, ne. On je muziko, ne vem, odkot jo je vlekel ven, ne.
ne bom rekel, ampak definitivno to je fenomenalen opus, pa kaj vemo mi o Telemanu, ne? Mislim, danes koga vprašate, Filip Telemann, no ja, lahko da bi bil nekje, ne, ampak kaj dosti se pa o njem ne ve. Ma pa blazno opus, ne, ma pa blazno opus. Jean-Philippe Rameau, Francoz, ki je pa napisal prvo teoretsko razpravo z naslovom Razprava o harmoniji. Z Rameaujem se pravzaprav začne nauk o harmonskem stavku, štiriglasnem harmonskem stavku. Rameaujeva harmonija, nauk o harmoniji tvori razvoj harmonije v dobi klasicizma. To je največje teoretsko delo iz tistega obdobja, ki velja še danes. Dobro, opera Pandora, Navarska princesa, ki so jo tudi izvajali, tudi v Sloveniji so bile izvedbe že, tega se spomnim, no in komorna glasba, in tu se že začne pojavljati seveda tudi pisanje baletov. Potem znameniti Giuseppe Tartini, ki je napisal 130 koncertov za violino, 170 sonat, najbolj znana njegova sonata je pa tisti Vražji trilček. Ne? Seveda Vražji trilček je tista zgodba, ki je on sanjal, da prije vrag k njemu, pa na violini nekaj igra, pa pravi zgodba, da se je potem zbudil, pa si to napisal, pa je to probal zaigrati, pa je bilo to tako težko, da je moral še sam zmaditi, ne? Da je moral sam vaditi to, kar je on napisal, ne? Da je napisal pretežko za samega sebe. Skratka, in prvi, zakaj je Giuseppe Tartini tudi pomemben, ustanovil je violinsko šolo. Takrat šolanje kot takšno ni bilo neka, recimo, znana oblika izvajanja inštrumente, kajti glasbeniki niso bili priznani kot, oni so bili pravzaprav obrtniki, ne? Kot čevlar, mezar, ne vem, violinist, ne? Bi lahko rekli, ne? Ampak violinska šola je dala pravzaprav en poseben zalet potem tehniki izvajanja na violino in hkrati tudi izdelovalcem violin, ne? Ker naenkrat so morali začeti izdelovati violine in kar je bilo pomembno na tej violinski šoli, on je začel vključevati že otroke in je posebej naročal izdelovalcem violine, je naročal manjše violine, tako imenovane četrtinke pa polovinke, ne? Tisti, če bi se danes hoteli otroci učiti, že dobijo, ne? Danes violina za začetnika je četrtinka pa polovinka, poleg komaj celinka, ta velika, ta prava violina, ne? In seveda so tudi godala bila tako majhna, če si predstavljate 5-6-letnega otroka z violončelom, ne? Se niti ne seže do njega, ne? Violončelo veliko, ne? Kar pomeni, so delali manjše inštrumente, na katerim so se otroci začeli igrati, pol je inštrument menjal, ko je zrastel in spet menjal, ko je zrastel. Zato je bila šola godal tako pomembna, ne? Medtem ko trobentač lahko prime trobento, pa je še vedno samo nastavek pa trobenta, ne? Ni ta velikostni razred, ne? Zato pravim Giuseppe Tartini kot violinska šola. No in tu je še Giovanni Battista Pergolesi, ravno tako je eden od izjemnih komponistov, ki je napisal pa predvsem je delal opere buffe, dve opere buffi, Služkinja gospodarica in Zaljubljeni menih. Zakaj sem vam te dve napisal? Zato, ker se je v njih že delal se je norca tako z gospodstva, ne? Služkinja gospodarica, ne? Ker se preoblečejo punce med sabo in skratka, to morate gledati, smeh. In na drugi strani pa nek zaljubljen menih, ne? To spravi tisti, ki grejo v klošter, pa potem začnejo pač mali hormoni nekaj naredijo, pa začnejo tekati okoli, ne. To spravi, hotel je pokazati, da smo vsi pod kožo krvavi, ne. In to je za opero buffo takrat bilo, ne bom rekel glih nevarno, ampak to pokazati ni bilo ravno tako vsakdanje, ne. Si je upal, bi lahko rekli, ne, je bil kar drzen, da je to pisal. Delal se je norca tako pravzaprav iz cerkvenega, rečemo, hierarhičnega reda in hkrati iz gospodstva, ne? To spravi Služkinja gospodarica in Zaljubljeni menih. In obe dve operi so se tudi prevedle v slovenščini in se jih je tudi izvajalo. In znamenit njegov Stabat Mater, recimo od Pergolesija, ki je res na takšno spet gigantsko delo, velik orkester, velik zbor in tako dalje. To spravi, to recimo, samo da imamo en občutek, da poleg Bacha, Händla pa Scarlatija, da so bili še drugi. Ljudje niso ti trije tvorili sami celoten barok, ampak hotel sem vas popeljati v bistvu po tistih zgodbah, kaj barok pravzaprav v današnjem svetu sploh pomeni. Naslednje srečanje vas vabim v četrtek 17. novembra, seveda ob isti uri, lepo se imejte in pazite nase.